Lep pozdrav, cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji prve lige Telemach, še z komentatorskega mesta, s prelepim pogledom na Lendavski grad smo odprli, torej zdaj še tale prenos, kot ste že ugotovili v studiu. 9. krog prve lige Telemach je v teku, v Lendavi pa pravi nogometni praznik. Nafta gosti Maribor že zares celo večnost. Mariborčani niso odšli na gostovanje, ko bi govorili o uradni tekmi na tale stadion prvič po letu 2011. Vsekakor pa domači navijači zelo motivirani, da se danes prikažejo v kar se da najboljši luči. Mariborčani so uspeli odbiti, ali na kratko. Marinič takoj znova v kazenski prostor, to je priložnost. Do strela je prišel Pirtovšek. Krajnc ni želel tvegati s podajo proti vratarju, našel je Grliča. Še enkrat Andrej Souza. Znova je spodrsnilo Portugalcu, ki v teh dobrih 19 minutah še ni uspel navdušiti. Bogre pa zdaj v napadu. Etienne Bogre dobro si je zaustavil žogo in se tudi obrnil. Komaromi! Strel z volejem, to je bila lepa akcija, prva akcija Maribora. Kaj lahko storijo domači, podaja pred gol. Domača publika zahteva celo igro z roko. Jan Repas pa drvi v protinapad. Samo Bogre je tisti, ki ga ima na voljo. In našel je Bogreja. Bogre gre 1-1 z Mauricijem. Bogre in na pravem mestu Žan Mauricio. Maribor pri žogi 55% igralnega časa. Zdaj pa priložnost. Do strela je prišel Tom Kljun, ki je bil v tem napadu na desni strani. Proti oddaljenejši vratnici, tam se je Lesjak nameščal za vole, pa potem hrkal daleč. To ni bilo slabo, ni bil tako daleč od uspeha. Zdaj je dobra zamisel, tu bo Lesjak dovolj hiter. V sredini je bil kar preveč osamljen Milan Klaus. Zdaj morda še ena sumljiva situacija, pa strel z glavo, tam je Žigo Repasa, vse tako se je zdelo, žoga zadela v roko in domača publika je takoj dvignila glasnost. Širvis, dobro je tule Širvis čakal na napako Mariniča. Širvis na rob kazenskega prostora, tule zdaj priložnost, Grlič! 56. minuta in veseli se 18-letni Niko Grlič, ki pelje Maribor v vodstvo. Bil je tu potrpežljiv, potem pa znova pogumno zaključil pod prečko, podobno kot že na tisti tekmi na začetku sezone z Domžalami. Takrat sicer napaka vratarja, ko je prišel do posesti. Tule je Širvis najprej opravil za res veliko dela, tudi dvignil glavo, pogledal, kje je pripravljen, pa je že Orfe Mbina. Vseeno bo Ante Šimunđa zamenjal nekaj v napadu. Komaromi, dobro je tu Komaromi, poiskal Repasa, Repas na Bogreja, tole je priložnost, gol! 59. minuta in zdaj bo zagotovo povsem drugačno vzdušje med privrženci Maribora, ki vodi z 2-0. Tako je bilo jasno, da bo to situacija za Etiena Bogreja. Repas ga je lepo poiskal s podajo, ki ni bila ne vem kako močna, ampak Etienne Bogre, ki je prišel do svojega tretjega zadetka v tej sezoni v prvi ligi Telemach, je tu sjajno skočil. No, zdaj bo končal s tekmo na mesto njega, torej Orfe Mbina. Maribor še vedno občutno več pri žogi. Mariborčani zdaj tudi majhna koreografija in Kadrič ima priložnost. Kaj je zapravil Haris Kadrič? Ođo, dobra podaja in gol! Krasna podaja v kazenski prostor in dva rezervista sta zdaj poskrbela, da Maribor vodi s 3-0. Na pravem mestu je bil Božič, ki je potem tudi dobro, natančno zaključil njegov drugi gol v tej sezoni v prvi ligi Telemach.
Vse več konkretnosti strani novincev, vidimo še statistiko na koncu v strelih 14-14, 5-4 v strelih v okvir gola, izjemna natančnost pa torej pri Mariborčanih 5 strelov v okvir vrat in 3 zadetki, posest na strani Maribora. Ašbej Juk je v moji družbi, Ašbej je prvi polčas verjetno ne takšen, kot ste si želeli, tudi vi ste imeli več dela kot v drugem, potem pa nekako je šla tekma v tisto pravo smer. Kaj se je spremenilo? Ja, res je, prvi polčas smo imeli malo težave z pretokom žoge, bilo je dosti individualnih napak, ampak ok, igrišče je bilo malce težko, ampak niso izgovori. Mogli bi boljše stopiti skupaj, boljše se postaviti na igrišču in bi tudi lepše izgledali, ampak hvala Bogu, drugi polčas smo prišli ven tako kot moramo in smo na koncu se veselili 3 točk. Po 9 krogih, tu ste blizu vrha, cilj vemo kakšen je, naslov prvaka. Zdaj je verjetno nek zagon za naprej, recimo, ko vidite, da ste vsi blizu na vrhu, vsi pa verjetno Maribor želi še to stopničko više. Ja, seveda, mi vemo, kaj si želimo, želimo končati na prvem mestu, gremo pa tekmo po tekmo, želimo napake, ki so danes bile vidne, jih popraviti na naslednji tekmi, tako da niti se ne oziramo na druge. Nas pa veseli, da danes smo spet ohranili mrežo nedotaknjeno, dali smo 3 zadetke, tako da vse super. Najlepša hvala in srečno naprej. Hvala. Marko Hrka je v moji družbi, nekako ostaja verjetno občutek po tej tekmi, da bi se danes dalo izvleči tudi kaj več, sploh po tistem prvem polčasu. Ja, res je, prvi polčas smo odigrali zelo dobro, imeli par svojih šans, nismo izkoristili, tudi njim nismo dopustili veliko priložnosti, ampak potem je ta gol nas je presekal in smo se razpadli. Kaj je nekako potrebno na naslednjih tekmah storiti drugače, predvsem po prejetem zadetku? Dobro, Maribor ima seveda veliko kvalitete, ampak verjetno ta reakcija naslednjič bo morala biti boljša. Ja, mislim, da je najbolj pomembna koncentracija vseh 90 minut. Prvi polčas smo držali super in pol, ne vem, zmanjkuje moči, zmanjka koncentracije in potem spade tako, kot je. Najlepša hvala in srečno naprej. Hvala vam. Od Šimunđa čestitke za zmago, nekako dober odziv predvsem v drugem polčasu, ko je Maribor še dodal nekaj oziroma, da rečemo, še dodal marsikaj v primerjavi s tistim prvim. Kako pa ste vi videli tole tekmo? Zahtevno srečanje. Tako sem pred tekmo dejal, da moramo biti odlični v fazi obrambe, odlični v fazi napada, se je tudi izkazalo. V prvem polčasu smo nasprotnikov preveč dovolili predvsem iz naših lastnih napak. Nismo bili na tem nivoju v fazi obrambe, kaj smo želeli, na drugi strani pa smo imeli 3 izredne priložnosti, nismo izkoristili. V drugem polčasu smo pa ta ritem tekme dvigovali, prišli do 3 pomembnih točk in zelo pomembne zmage. Zdaj, mi mediji radi debatiramo, pa smo se takole tudi med polčasom pogovarjali, bo Ante Šimunča kaj zamenjal ali ne. Odločili ste se, da nadaljujete z ekipo, ki ste jo izbrali na začetku tekme in to se je izkazala kot dobra poteza. Kaj ste razmišljali o polčasu? V vsakem primeru smo se pripravljali na nadaljevanje tekme. Da bi menjal, zato da menjam, ne, enostavno z nekaterimi stvarmi v fazi napada ali pa z večino stvari v fazi napada sem bil zadovoljen iz prostega razloga, ker je igrišče izredno težko in te napake, ki se nam pojavljale v fazi napada, so ravno zaradi tega težko igrišča. Po drugi strani pa si fantje so zaslužili, da ostanejo na igrišču in potem seveda tudi odgovorili na najboljši možni način. Prva tretjina prvenstva je za nami, prve analize bomo zdaj nekako tudi delali. Maribor je tu blizu vrha, zadovoljni, nezadovoljni, kako naprej? Če bi se vprašal mene, pogrešam točko ali pa 2, mogoče iz katere tekme, ampak enostavno težko je govoriti o nečem, kar je že mimo. Tako da smo v borbi, kjer želimo biti in to gledam pozitivno. Najlepša hvala in srečno. Hvala. Mr. Božic, let's say that we can see it in your eyes, of course we don't, but this was a game that NAFTA could maybe take something more, especially after this first half. You were started, let's say, growing, and then the first goal of Maribor really, let's say, smack you down. What happened after that, and what you have to do in the future to be even better through all the 90 minutes? Yes, how you finished your sentence, we have to reach the 90 minutes with this performance, because I can be proud
for the guys, especially for the first 60 minutes, because we started the game where we finished against Celje. That's how we have to act against a team like Maribor, Celje or Ljubljana. So it was good. But on the other side, after the first goal, we showed again our bad face, and we have to learn how to keep up our performance until the last minute against these teams. You have a young team. Now you played good parts against Celje, against Olympia, against Maribor. But of course there is the lack of points. How now to say to these young players, you are good, you can do it, and when you have, few points, probably now it's the time to start gaining points. It's coming the big derby, a good opportunity to rise again. This is a new week. I'm always telling the guys that they have 24 hours. If we win, if we lose, I don't care. The next week matters only. The next game matters because everybody will remember only the last game, not the last 5. So, and for me, at the end, the result, if we can stay in the league, if we can stay above the line in December, and we can make some changes in January to strengthen the squad, then we made a good work about the result. About the development of the players, how we want to build up this club, we are on the right path. But of course, it's important to stay in the league, to step on the next step about this. Thank you very much. Good luck. Thank you very much.